tu se žile življenja stekajo, pota vesoljstva tukaj se sekajo. Morda ste prepoznali, da je to zapisal Župančič v Dumi, ki imate. Njegove besede so postale vodilo letošnje 70. obletnice povojnega delovanja knjižnice v Brežicah. Danes ob prazniku branja pa naj te besede na nek način pomenijo topel pozdrav vsem vam, ki ste tukaj, ki ste prišli, da bi tu v vašem mestu, gostujočem mestu letošnjega 32. slovenskega knjižnega sejma tkali skupne poti. Seveda smo počaščeni, da je na stičišču teh poti v knjižnici Brežice danes z nami podžupanja občine Brežice gospa Katja Čanžar. Lepo pozdravljeni. Z nami je tudi predsednik upravnega odbora Slovenskega knjižnega sejma, gospod Zdravko Kafol. Lepo pozdravljeni. In pa seveda gospa direktorica knjižnice Brežice, gospa magistrica Teja Benkoč. Tudi vam. Današnji dogodek slavi branje na več načinov. V Ljubljani, kot veste, od včeraj, pravzaprav torkovega večera, pa vse do nedelje zvečer poteka Slovenski knjižni sejem. To je najstarejši in največji knjižni dogodek v Sloveniji. In mogoče ste se vprašali, zakaj sta danes tukaj dva dežnika rumena. Zato, ker je to na nek način letošnji zaščitni znak. Verjetno ste tudi prepoznali ilustracijo Marlenke Stupica in vse veste, moj dežnik je lahko tudi balon, kot je davno tega zapisala Ela Perovci. No, ampak ta večer ni samo to, da so Brežice sprejele pravzaprav gostovanje na Slovenskega knjižnega sejma v gosteh, pač pa je to tudi projekt, zaključek projekta, kar nas navdaja s posebnim veseljem, projekta Posavci beremo skupaj 2016. Zato vem, da je med nami kar nekaj bralcev in bralk. Ker pa dobrega ni nikoli preveč, nas bo takole v zaključku, pravzaprav tudi v jedru današnjega večera, obiskala, lahko rečemo, mojstrica besede, dramska igralka, predavateljica, pesnica, esejistka in predvsem iskriva sogovornica, obenem pa tudi skrbnica gromozanske literarne dediščine svojega očeta Toneta Pavčka. Seveda govorim o Saši Pavček. Brati pomeni početi podvige. Brati je možno marsikaj. Recimo grozdje in fige in knjige in med brati še kaj. Takole se je zapisalo Toneto Pavčko v pesmi Branje. Ta še kaj in še več, tako kot to v knjižnici Brežice počnejo že desetletja. O tem pa tudi dogodkov pozdrav pa gospa direktorica, magistrica Teja Benkoč, prosim. Spoštovana podžupanja občine Brežice, gospa Katja Čanžar. Spoštovani predsednik upravnega odbora 32. slovenskega knjižnega sejma, gospod Zdravko Kafol. Spoštovani ostali gostje in prisotni. Z veseljem smo se odzvali na povabilo organizatorjev Slovenskega knjižnega sejma, da Brežice z okolico postanejo gostujoče mesto letošnjega sejemskega dogajanja. Sejmom v gosteh tako danes zaključujemo jubilejno 70. obletnico povojnega delovanja knjižnice v Brežicah. V dogovoru z ustanoviteljico občino Brežice smo barvito dogajanje gostovanja v celoti pripravili v sobi samih knjig, naši knjižnici, današnje dogajanje pa razdelili na dva dela. Zjutraj so nas v sklopu razstave mladinskih knjig v tujih jezikih, ki bogati mladinski oddelek knjižnice, obiskali šestošolci iz osnovne šole Artiče. Odpotovali so tudi v Italijo, državo v središču letošnjega sejma. Rojstvo razstave sega v april 1992. Razstava je dobrodošla vsem, ki jim je Slovenija postala druga domovina. Turiste, ki obiščejo naše prostore, pa informira o tem, da jih tudi v Sloveniji čaka košček domovine. Učenci iz osnovne šole Cerklje ob Krki so pred obiskom ilustratorke Anje Košir s knjižničarsko prevetrili pravila knjižničnega bontona ter spoznali našo knjižnico. Ana je v nadaljevanju dopolnila četrtošolcem iz osnovnih šol brežiške občine
predstavila poklic ilustratorke. V spremstvu rumenega dežnika pa so korakali po poteh nastajanja knjige. Zdajšnje dogajanje pa je namenjeno zaključku letošnje sezone projekta Pisavci beremo skupaj, kot je že Karmen omenila, ter prijetno pobrkovanju v literaturi, ustvarjanju in še čem. Zavedamo se, da smo knjižnice vzgojiteljice in učiteljice bralcev za vse življenje. K temu pomembno prispevajo tudi predhodno navedeni dogodki. Za zaupanje in povabilo k sodelovanju se zahvaljujemo organizatorjem letošnjega slovenskega knjižnega sejma, Društvo slovenskih pisateljev, Inštitutu Stopinje ter ostalim posameznikom. Skupaj smo nagovorili in povezali različne starostne in socialne skupine. Del pestrega dogajanja letošnjega knjižnega sejma pa je iz osrednjega dela Slovenije pripeljali tudi na obrobje naše lepe domovine, kjer že stoletja ljubimo pisano in zapisano besedo. Hvala vam. Brati je nasploh enostavno, črke hrustaš kot zalogaj, teže pa je, a tudi bolj slavno, brati pravilno in hitro nazaj. To je Pavček. Ni nam treba brati nazaj, da vemo in da se zavedamo, da nas znanje pomika naprej. In da se pravi moč branja, znanja, radovedja, umetnosti in kulture pravzaprav najmočnejše silnice tako na razvoja, napredka in pa tudi sodelovanja. Med bralci in ustvarjalci, med snovalci in poslušalci, med človekom in mestom. Zato bom zdaj k besedi povabila podžupanjo občine Brežice, gospod Katjo Čažar. Prosim. Spoštovana direktorica, dragi gostje, cenjene občanke, občani, lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu občine Brežice, lepe pozdrave pa vam prenašam tudi od našega župana. Veseli me, da je naša občina prizorišče sejma v gosteh, saj s tem izkazuje pomen kulturi in hkrati potrjuje dejavno ter povezovalno vlogo knjižnice Brežice, ki jo ima ta v naši lokalni skupnosti. Občina Brežice se trudi za izvajanjem svojih nalog, projektov in investicij ustvarjati spodbudno okolje za kakovostno življenje za vse generacije občank in občanov. Sodelavci v občinski upravi skupaj s 17 javnimi zavodi skrbimo za dobrobit skoraj 24.500 prebivalcev v 20 krajevnih skupnostih. Ponosni smo na naravne in kulturne znamenitosti, od naravnega parka Jovsi, sotočja rek Save in Krke, do obnovljenega starega mostu, mestnega jedra Brežice in številnih uspehov naših občanov. Spodbujamo razvoj turizma v povezavi z naravnimi danostmi in bogato ponudbo dogodkov z področja kulture, imamo kakovosten sistem vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje do fakultete. Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je pomemben soustvarjalec življenja v naši občini. Poleg kulturnih društev v občini za razvoj kulture skrbijo osnovne šole, glasbena šola, knjižnica, Posavski muzej in območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Brežice ter seveda številne občanke in občani. Ker smo obmejna občina, je kultura še toliko pomembnejši del naše identitete. Ponosni smo na rojaka, velika jezikoslovca, v katerih smo poimenovali tudi dve osnovni šoli, Marca Pleteršnika in doktorja Jožeta Toporišiča. Letos se je zaključilo Toporišičevo leto, posvečeno delu akademika doktorja Jožeta Toporišiča, kjer smo s številnimi dogodki počastili spomin na izjemnega človeka in znanstvenika. Praznovali smo tudi 70 let knjižnice Brežice in glasbene šole Brežice ter 110 let odprtja starega mostu čez Savo in Krko, ki poleg vodovodnega stolpa in Brežiškega gradu sodi med najvidnejše znamenitosti tako mesta kot občine. Če povzamem, kultura v občini Brežice je živa, povezuje ljudi in ustvarja skupnost. Verjamem, da bomo podporo dejavnostim na področju kulture v naši občini ohranili tudi v prihodnje, kar je sicer iz leta v leto težje zaradi krčenja sredstev strani države. Prepričana pa sem,
da boste občanke in občani vztrajali na začrtani poti in da se bomo v prihodnjih letih družili na odmevnih kulturnih dogodkih in prireditvah. Nocoj pa nam vsem želim en zelo lep večer in vse dobro. A nazaj se daleč ne pride. Pravo branje le dalje in dalje gre, čez črke in pike, čez vrte in hribe, v Koromandijo ali še dlje. Slovenski knjižni sejem je letos z rumenim dežnikom, kot sem že rekla, Marlenka Stupica, ki je seveda postal balon, poletel čez vrte in hribe, se je šel v goste in priletel je do Brežic. Pa ne samo sem, še marsikam drugam, ampak to, da je priletel sem, je prvič nasploh. Kajti prvič sploh je sejem prišel tudi v goste. Več o tem pa predsednik upravnega odbora knjižnega sejma, gospod Zdravko Kafon. Prosim. Lep dober večer, sem skupaj, spoštovana gospa podžupanja, spoštovana gospa direktorica, spoštovani vsi prisotni. Ne morete si predstavljati, kako vesel sem danes med vami. Namreč tudi moja želja in misel je bila, da bi knjižni sejem prestopil meje Cankarjevega doma, da bi upravičil svoj pridevnik slovenski, ker slovenski knjižni sejem, jaz poznam samo še ameriški knjižni sejem, ki se imenuje po državi, če tako rečem, ali po skupini držav, vsi ostali knjižni sejmi se imenujejo po mestih, londonski, frankfurtski, zagrebški, beograjski, tako da. Slovenski knjižni sejem na ta način opravičuje ta svoj pridevnik, po drugi strani pa se bojo Brežice res zapisale, kot je Karmen rekla, v zgodovino slovenskega knjižnega sejma kot prvo mesto, kjer je knjižni sejem gostoval. Knjižni sejem je letos že 44. leto, od leta 72, je pa 32. po vrsti, ker so bili prvih 11 sejmov bilo bienalnih. Jaz sem vesel in res občudujem to, da ste razpoznali, kako pomembno je branje, kako pomembne so knjige v današnjem času. Mi bomo na knjižnem sejmu prej si lepo rekla eno misel ali pa del pesmi Pavčkove, da lahko bereš različne stvari. Slovenci imamo to res veliko srečo, da že sejem je lep samostalnik, pa sejem kot glagol, ne sejem sejati, pa to je ena stvar, ampak berem knjigo, pa berem lahko sadeže, sadove tega branja. In knjižni sejem bo letos začel z eno nacionalno kampanjo Slovenija bere, kjer bomo poudarjali pomen branja v današnjem času. Da branje ni pomembno samo za posameznika, ampak tudi za državo. Ambasadorka te kampanje je Manca Košir in še ostali, da bom zdaj našteval. Ona ima en lep tak slogan, se res poznate, večina pozna Manco Košir. In enkrat je rekla, branje je zdravo zate in za državo. Krasno, ne? Se pravi, za posameznika, dobrobiti, ki nam jih daje kot posameznikom in za državo. Za konkurenčno prednost države. Končno je to del kompetenc naših zaposlenih. Ne? Zadnja raziskava PIAH, to pomeni za razliko od PISE, ki spremlja bralno pismenost od mladih, PIAH je med odraslimi. Slovenija je na 28. mestu med 34 državami med OECD-jem. 25% Slovencev je funkcionalno nepismenih. Vemo pa, da polovico Slovencev sploh ne bere, ne kupijo v zadnjem letu, po enem letu niti ene knjige. To vse številke kažejo. Se pravi, Duša Merc, pisatelj, ravnač poslovne šole Prule, pravi lepo, pol Slovencev ne bere, od tiste polovice, ki berejo, pol ne razume, kaj prebere, in zato, ker ne razumejo, kaj prebere, poslušajo druge, mnenja drugih, in zato je Slovenija pač tam, kjer je. In nam ni vseeno, kaj se dogaja, in ta akcija bo, pravi, Slovenija bere, bo eno tistih poskusov, da povečamo, da izboljšamo našo bralno kulturo, ki se mi zdi v tem času zelo pomembna. Mi bomo na sejmu gostili 3 ministre. Prvič v zgodovini se mi zdi, da bodo za isto mizo sedeli predstavniki 3 ministrstv, ne samo kulturnega, ki je recimo nekje resorno ministrstvo za knjigo, če tako rečem. Tukaj med nami, jutri bo tudi ministrica za izobraževanje, pa minister za gospodarstvo, kar se na prvi pogled čudno sliši, ampak te 3 ministri bodo podpisali dokument, manifest o pomembnosti branja. In na ta simbolen način bo knjiga postala vladna kategorija, kar je zelo pomembno. Če sem čisto iskren, ta manifest je tak splošen, da bom zdaj rekel bla bla, ampak tak splošen zelo, ampak simbolen pomen tega, da 3
misli podpišejo, pa rečejo, branje je pomembno. To se mi zdi pa res velik, ne bom rekel dosežek, velik trenutek za slovensko, ne bom rekel zdaj kulturo, ampak res pomembno. Že tako sem predolg, se pravičujem, Sašo Zadnjčaka, ki je mnogo bolj pomembna, ker jaz v tem trenutku. Še enkrat hvala, res hvala, da ste zapisali ste se v zgodovino knjižnega sejma in postavili še nekaj zelo visoko lestvico naslednjemu. Jaz sem danes govoril s predstavniki Bohorjeve založbe, Železna kapla bo verjetno drugo leto tudi tako mesto, kjer bo sejem se gostil, ampak prve so Brežice in so postavili zelo visoko mejo, kaj to sploh pomeni. Hvala lepa vsem, čast mi je za biti med vami. Ja, ni slučaj, da so to Brežice, ne? Tudi, če ne bomo brali, nas bo pobralo, je rekel Tone Pavček, ampak v tem okolju mislim, da ga ne bi bilo strah. Vsaj v 3 posavskih knjižnicah, to so Valvazorjevi knjižnici Krško, knjižnici Sevnica in knjižnici Brežice, da to ne bi skrbelo. Zakaj? Ker tukaj ste skupaj brali vse te 3 knjižnice že 6. Sodelujoče v projektu Posavci beremo, ki ga danes zaključujemo, beremo skupaj med 21. marcem, seveda Svetovni dan poezije, in 20. novembrom, dnevom slovenskih splošnih knjižnic. Opozarjali smo in so na pomembne predstavnike literarnega ubesedovanja pri nas in širše, ter jim nudili tematsko pestro razpone poslovnih del. 30 proznih del, 5 esejev in 5 pesniških zbirk. Pri pripravi priporočilnega seznama je bilo vodilo skupno eno kakovostno branje. In kako ste brali letos? Zdaj ste pa na vrsti vi. V Brežicah je v zadnjih 8 mesecih z branjem, izpolnjevanjem in oddajanjem knjižnih kazalk v projektu sodelovalo 40 bralk in bralcev. Slednji ste skupaj oddali 257 knjižnih kazalk. 5 knjig ali več je prebralo 24 bralk in bralcev, s tem pa ste si, dragi ljubiteljice in ljubitelji pisane besede, prislužili knjižno nagrado, ki jo po koncu uradnega dela današnje prireditve dobite pri koordinatorki in vodi projekta Matej Kus. Knjižne nagrade za vse 3 sodelujoče knjižnice je letos priskrbela knjižnica Sevnica. To je roman Prihodnost D.O.O. slovenskega publicista in pisatelja Andreja Predina. V priporočilni seznam smo zajeli avtorje 24 narodnosti ter izdaj 18 založb in samozaložb. Najbolj brana prozna dela so bila Pečat stvarjenja, Ukulele džem, Popolna akustika, 9 noči in Poletje brez moških. Med eseji sta vas najbolj prepričala Proti toku Dušana Jovanoviča in Odvečni človek Ilije Trojanova. Pri poeziji pa ste največ izposoj zabeležili pesniški zbirki Vrt, slovenske avtorice Mete Kušar in prav tako ljubezen, ki se je začela spoznavati Ana Rostohar. Torej, brali ste, brali verjamem tudi še boste. Medijski sponzor projekta je bil tudi letos zavod Neviodonu. Mostovi, o katerih je prej govorila gospa Podžupanja, pa so fizično in v bralnih svetovih pravzaprav povezali vse 3 posavske knjižnice in seveda tudi vas, bralce in bralke. Ob tem gre posebna zahvala koordinatorkam projekta v vseh 3 ustanovah, Renati Vidici iz Krškega, Saši Zimšek iz Sevnice in Mateji Kus iz domače brežiške knjižnice. Zaključek sezone branja je praznik, ki ga vsaki od knjižnic pospremimo seveda z literarnim dogodkom. Včeraj so v Krški knjižnici gostili Ano Svetel, prihodnji teden prihaja v Sevniško knjižnico Polona Glavan, danes pa, kot veste, in tudi vem, da že čakate, pa je z nami gospa Saša Pavček. Saša, prosim. Saša, dober večer. Dober večer. Odločili smo se, da bomo začeli s Pavčkovo besedo, z enim takim kratkim branjem ob spremljavi kitare, ki jo bo igral Robert Tovan. Prosim. Dober dan, življenje. Življenje je visoko, veliko, večno. Kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno, skupno vandranje v kdo ve kam. Skozi solzenja, zorenja, hitenja, na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja in vedno znova k sebi nazaj. Dober dan možnosti in dolžnosti. Dober dan posvečena norost. Dober dan mila ptica mladosti in tvoja pesem, dar in skrivnost. Dober dan življenje. Kakor na praznik prihajam v tvoj hram in ti šepetam na uho besedilo zaljubljenih. Rad te imam. Šentjur je ni le ime nekega kraja, je objem, je poljub, je topel stisk, zato poveličani celo iz raja vam prihajajo z menoj na obisk. Prihajajo samoljubci in samomorilci, junaki tragedij in humorisk. Prihajajo znanilci dobrote, častilci lepote v cerkvi stoletnih fresk. Potem smo skupaj kot ena družina, ena vera, ena ljubezen in en patron. A nad nami večnost, pojoča tišina in kot zvezda stalnica dom. Zdaj je naprodaj za skledo leče in jaz žveči ostanke minule sreče. Rišem hišo lepe pesmi, rišem jo na srčno stran. Rišem s čopičem ljubezni, z barvami pričakovanj. Rišem fino, tanko črto, ki gre prek ovir in zla v pokrajino, vsem odprto, tam, kjer sreča je doma. Rišem v hiši drobno ptico, ki ima srebrn glas in oznanja z njim pravico vsemu svetu, za vse nas. Rišem, rišem, ne dorišem, rišite zato še vi, da skup pridemo do hiše, ki bo dom za vse ljudi. Hvala lepa, Saši, hvala lepa, Robertu. Saša, mi da Sašo se druživa večkrat takole, zato nama dovolite, da se tikava, ker sicer bo hecno, če se bojo začeli vikati. Namreč Sašo se veliko pogovarjava seveda tudi o Tonetu Pavčku. Imela sem to lepo čas, da sem z njim potovala od njegovi 80. obletnici po Sloveniji. In takrat sem se veliko pogovarjala o tebi, Saša, s tvojim očetom. Vedno je bil ponosen nate, vedno je bil vesel, da te ima. In pred mesecem dni je minilo 5 let, odkar ga ni več med nami fizično, pa vendarle še zelo, zelo med nami. Zdaj ste čutili, kako zelo je med nami. Pa me zanima, Saša, kakšen je zdaj tvoj pogled nazaj, glede na to, da se pravzaprav vseh teh 5 let si se zelo intenzivno ukvarjala z njegovim genijem, z njegovim pisanjem, z njegovim čutanjem in na nek način izpolnila tudi vse njegove želje. Vse vtisk, kot je rekel. Predvsem sem nekako bolj pomirjena, vesela in mi je v veliko zadoščenje in pravzaprav v veliko življenjsko srečo, kajti očetu sem rekla, ko je bil zelo slab, naj se ne boji smrti, naj se ne boji fizičnega umiranja, zato ker je tako ali tako nesmrten. On se je tako malo grenko nasmejal, ampak sem čutila, da je sam pri sebi verjel, da je to res in da bo njegova beseda živela naprej. Zato imate seveda največjo zaslugo vi, bralci, ki ga imate radi, ki ga berete in pravzaprav vi ste nosilci tega življenja, tega njegovega življenja naprej. Jaz sem bila samo en droben delček, da sem to, kar je ostalo v njegovi pesniški zapuščini,
bi imela toliko moči, volje in pa pridnosti, da sem knjige, kot so Angeli, Rodu in domu in pa zadnja knjiga o kužku Donu, da sem vsem tem 3 knjigam pomagala, da so prišle med vas, med bralce, tako najmlajše, kot tudi tiste malo starejše. S tem pa ni rečeno, da knjiga o kužku Donu ni namenjena tudi vam. Vsi, ki ste poznali Toneta Pavška, ali pa ki ste ga kadarkoli imeli priložnost videti, omenila si že, da je bil človekoljuben, ne samo skozi svoje pisanje, pa tudi zares. Ampak bil je pa neizmerno energijo je imel. Mene vsakeč znova presenetil, koliko ima energije, sploh ko je stopil pred ljudi. Kaj še neko je stopil pred otroke, ko je postal takoj pravzaprav je tak velik otrok. Ampak, no, če berem tvojo spremno besedo v knjigi Domu in rodu, nam na nek način morda postane jasno. Namreč, kot da bi on nosil dvojno energijo, tudi energijo tistega brata dvojčka, ki je učel kmalu po rodu. Ja, v tej uvodni besedi sem pač skušala ne samo literarno označiti, kaj je vsebina te knjige, ampak skozi pripoved o Tončku in njegovem očetu in njegovem rodu, o rodni vasi, povedati njegovo življenjsko zgodbo. In oče se je rodil 28. septembra leta 1928 in takrat je Krka prvič zamrznila v 100 letih. In morda ni naključje, kako se človek vrača v nekem krogotoku nazaj, da je istega leta, ko je oče umrl, ravno tako se je temperatura spustila globoko pod ničlo in je reka Krka ponovno zamrznila v tolikih letih. Energija, ki je omenila Karmen, namigovala je na to, ker opisujem, kako se je oče pač rodil tega 28. septembra, materi Ani Zupančič, ki je bila z Antonom Pavčkom, mojim dedom, poročena zelo kratek čas. In sicer je rodila dvojčka. V Šentjurju temu pravijo, da je rodila dujčka. Ta dva dvojčka, eden je bil zelo kilav in so mu pripisovali zelo kratko življenje, eden je bil pa močan. In tista močan so rekli, ta bo pa Tonček, tako kot je bilo seveda ime očetu in pradedu in vsem rodovom nazaj, vsem moškim prvorojencem. Ampak ta drugi, ta kilav, ta betežen, bo pa Jožek. Ampak kot se je že večkrat izkazalo, da ne moremo nikomor naprej določati zle usode, ampak samo lepo usodo, so se tudi tokrat zmotili, kajti pred so poklicali po župnika, ker so mislili, tale ta kilav pa ne bo preživel. Župnik je prišel in je oba dečka krstil, prav tam v eni leseni hiški, katere se spominjam še z otroštva. Ampak usoda je hotela drugače in je tisti lepi, močni fantek po imenu Tonček umrl, kilavi Jožek je pa preživel. In potem so rekli, pa ne moramo zdaj še enkrat po župnika, saj ne bodo vedeli, kjer ste zdaj oba približno bili. In tako se je zgodilo, da so seveda umrlega pokopali in temu, ki je pravzaprav Jožek, so rekli, no, tale bo pa Tonček, da bo šlo ime naprej. In tako je, po mojem mnenju, se je oče večkrat pohecal, da pravzaprav je dvojček in da je od njega pobral to lepoto, to energijo, to voljo do življenja, pa si je priboril že kot dojenček, kajti strašno se je boril za življenje. Ampak dejstvo je, da se je Tonček seveda opomogel in je začel hoditi v šolo. Kot otrok, to rada povem otrokom, zato ker je tudi on prehodil vse slovenske osnovne šole, bil pravi ambasador branja, v šolo pa ni maral preveč hoditi. In ko je prinesel prvič spričevalo domov, je pokazal spričevalo, bal se je, ker je imel same trojke
in mama je pogledala in je rekla, dobro, 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 če je pa dobro, je pa dobro. Saša, če si prej omenjala, da je gospa učiteljica na nek način pripomogla, da imamo zdaj to bero, pa se mi zdi skoraj nemogoče, da življenje s svojim očetom ne bi pripomoglo, da si ti, kar si, da si tudi v jeziku to, kar si, mojstrica ne samo interpretacije, tudi pisanja. Pa vendar, vemo, da je bil tudi zelo strog, on bil urednik in tudi tako nasploh je bil zelo strog, zelo zahteven, perfekcionističen pravzaprav, ne samo do sebe, tudi do drugih. Ali je zato tvoj Oblecinov poljub, tvoja zbirka, šele nekaj let nazaj? Ja, verjetno tudi zaradi tega, ampak kot rečeno, vsak človek je zase svet, tako da hvala Bogu, da sem pač zbrala pogum, da sem se odločila, da kljub temu, da sem dolgo pisala pesmi in jih zbirala, da sem se odločila, da gre pesniška zbirka tudi med ljudi. Knjiga je zelo lepo oblikovana, ko smo že pri knjižnem sejmu, je celo dobila nagrado za najlepšo knjigo, to pomeni oblikovno najlepšo, ampak brez vsebine ni forme, tako da en drobček morda imam zasluge tudi sama. To je seveda šala. Knjigo je seveda vse zasluge, zato da je bila to najlepša knjiga na knjižnem sejmu izpred let, ima seveda oblikovalka Petra Črne. Mogoče preden pa vendarle gremo bolj, bomo rekli, tak nasmejan konec večera. Ko te poslušam te pesme, tudi ko jih berem, to so take male zgodbice. In vsak ima seveda svoj začetek, svoj vrh, svoj konec. Pa me zanima, in ta knjiga ima pravzaprav, veste, tudi eno svojo zgodbo. Del je tudi argentinska. Prevedena v španščino in z njo si nastopala tudi pred Slovenci oziroma v Argentini. Kakšen je občutek, ko neseš, ko enostavno ograjo vse meje, tako v glavah kot v državah in dokaz, kaj pravzaprav poezija dela? Ja, občutek je zelo lep. Zdaj sem se spomnila ene anekdote, ko je prevajalka Ana Cecilija Prenc potem vprašala, kako se jim zdi ta literarni večer in kako je bilo in nekdo je rekel, en gospod, mlad fant je rekel, moj seksi in Mogoče smo to prej, ko si omenjala Dona je tak preroški kuža in mu je uspelo sivega volka ugnati. Tvoj Alen, ki ima pa svojo gostilno, je pa tudi en tak zelo preroški gostilničar, če lahko temu rečem. Alen ali dva je bila monokomedija napisana za mojega kolega Aleša Variča. Jo pa jaz tudi zelo rada, vsaj en odlomek zelo rada igram. On je pa zelo užival in imel težko ponovitev. Bom kar začela, da ne bomo delali nepotrebne pauze sredi tako lepega večera. Meni mi je prvo host. Jaz te prva stvar, ki vidim kakšnega, ki pride v mojo gostilno Alen, mene me veseli poznanje. Me dela zmeraj ena rodovednost znotraj, kaj je tu zdaj za en host? In lahko rečem, da znam že takoj naprej, kaj bo tel ta host jest in pit. Zato, ki jaz polagam dosti na uno, ko bi se reklo, na psihologijo od hrane. In znaste, ko pride kakšna kupca, ki danes mora biti vse ženske, znaste, take elegantne, ravne kušank, spredaj večer šper, zadaj na malo skoro neč, pole znam, da za njo bo tušik, ki bo naročila pol kozarca vode in pole za ta glavno jed pa bo popila tisto, ki je ostalo od tistega pol kozarca, za njo bo ona ostala elegantna, meni bo delalo inkaso nula. Jaz, znate, ki serviram tako šalam, pole pršute, svinjska pečenka, ko serviram svinjsko pečenko, jaz zmeraj dam tako na malo ščetin od prasca. Ja, ne se smeje, zato da se zna, da host zna, da mi ne depiliramo prascev, ko oni tam v industriji. Vi mislite,
da meni mi je težko, ne, ki nisem brez mame. Sem bil in bom. Mami ni težko, znate zakaj? Mama mia, ma kaj ne vidite, zato ker gosti drugih žensk na sveti. Jaz sem raje eno kot drugo. Jeja. Ma, znaste, ko smo ratali mi dvojčki, jaz sem moj brat. Da so dali njega k moji mami, mene so pustili prvo očetu. Niso hoteli delati razlik, ki danes ne smemo delati razlik, se zastopate. Allora, sem alen jaz in je alen mama. Zdaj te zastopite pole naprej. Bene, ben viva kikiriki, kaj če odreš drugega? Lahko pa povem za anekdoto, samo zakaj sem prišla na idejo, zakaj ali en ali dva. Ravno po teh sečoveljskih solinah sem se enkrat sprehajala, po teh istih solinah, ki so krasno napisane v sonetni obliki v knjigi Domu in rodu, in vidim dva fantka. In pride ena gospa, domačinka, in vpraša enega fantka, reče, ma ko se kličeš ti? Ta fantek je rekel, Alen. Ja, in ti drugi, ko se kličeš? In ti fantek reče, Alen. Gospa je rekla, ja, ma kaj sta brata? Najboljše zgodbo piše življenje, to je res. In mislim, da smo danes napisali eno lepo, seveda tudi zaradi vseh vas, bralcev, bralk. In Saša, iskrena hvala. Hvala tebi, Karmen, in hvala knjižnici in berite in se ne mučite pri branju. Branje je užitek.